Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes boste spoznali, kako hitro se ti lahko življenje povsem spremeni. Povsem spremeni. Če bi mojo današnjo gostjo Sabrino vprašali leto pa pol nazaj, da bo zdaj v pričakovanju, poročena, bi rekli, kje pa. A vendarle, življenje se zgodi. Sabrina je danes v moji družbi. Pozdravljena, dobrodošla. Ja, hvala, lep pozdrav. Poletna povednik, tako kar nasmeh ti gre na obraz. Sabrina, mi dve sva se srečali prvič kar precej let nazaj, ampak mislim, da si bila na našem snemanju, ne? Ja, tako. Na kavču sem sedela od zadaj in malo spremljala. Ja. Ampak takrat je bil kar pomemben dogodek, ne? Takrat si tudi Vesno spoznala. Ja, res je, joj. Sej, koliko če nazaj zdaj poštudiram, to je bil tako ključen dogodek, ker sem, prišla na snemanje oddaje, tako malo pogledati in tako. In sem sedela v zaodrju z Vesno Juva na kavču, in res v tistem obdobju tako zelo je bilo težko za mene, no. Sem bila in hormonsko zrušena in tako telesno izgorela in iskala sem res nekoga, ki bi mi lahko pokazal neko pot, kako spet vzpostaviti nazaj te moje cikle in vse. In evo, potem sedim na kavču z Vesno Juvan in tako se je potem začela. Tudi neka pot, samoraziskovanja. Tako da sem zelo hvaležna, no. Sebe si dejansko potem postavila v smislu zdravstveno, psihično, mentalno. Ja, tako. Res. Tisto obdobje je bilo tako, tudi vem, da prav tako sem začutila, kako sem sama odgovorna za svojo srečo, za svoje zdravje, za svoje življenje in da bom delala zdaj samo stvari, ki me veselijo in ki me osrečujejo. In takrat sem pustila faks, ki me ni veselil. Začela sem tako res neko čist drugo poglavje, čist neko drugo Sabrino sem začela rojevati. No. Wow. In je čist šlo z roko v roki, tudi zdravstveno sem se popravila. Tako res življenje obrnala na glavo. No. Ker meni je bilo neverjetno. Tako, prvič se srečam tam v zaodrju, videla sem, malo podrta skurjena ženska, ki se postavlja, in potem naslednjič te srečam na delavnici, kjer si pomagala in podpirala z svojim glasom izjemnim. Tako. Pa mi je bilo čekaj, a to je zdaj ista oseba ali kaj? Čist neverjetno. Dejansko na pol delavnice sem se spomnila, odkot te poznam. Ja, se vem. Ker mi je bilo tako neverjetno, to je bila taka transformacija neverjetna. Ja. Mislim, se tudi sama tako čutim, no, tako da tudi zdaj, ko pogledam nazaj, tako da sem ful hvaležna. Tudi potem, kot si omenila, z Vesno sva potem ustvarili delavnico Srce in maternica, kjer dejansko z glasom potem jaz podpiram vse to, kar ona predaja ženskam, no. In ja, vse je vodilo do tega, no. Res. Kamino se je zgodil. Tudi na tvoji poti. Ja, res je. Torej, kaj ti je bilo tega treba, oziroma kaj je bilo tisto, kaj te je poklicalo? Pa to me je toliko ljudi spraševali. Pa kaj ti je tega treba? Pa sama greš, pa toliko si mlada, joj, pa zelo, v bistvu sem same take komentarje dobivala, zelo malo podpore sem jaz čutila, če sploh, no, preden sem šla, no. Ampak kdaj te je pa prvič poklicali? Kaj si prebrala kakšno knjigo ali pogledala kakšen film, da ti je bilo ker v Sloveniji imamo tudi ful dobrih poti, ne? Ja, res je. No, se leto sem hodila z Goričkega v Piran, tako da sem rekla, če je ta korona prišla, dajmo mi to malo si vseeno lepo narediti po svoje. Kar se tiče Kamina, nič nisem brala. Jaz sem sam, ko sem slišala za njega in tako malo, mislim, sigurno sem kako vtis dobila, da mi je prišel pod roke, ampak da bi pa nekaj ful gledala, pa to, pa res ne, ampak to že res kakih 7 let, kaj takega nazaj. Ne vem, ko sem še bila pri maturi, no. Ja. Še tako na pragu gimnazijskih let oziroma potem naprej, in sem rekla, jaz to moram prehoditi, In takrat še nisem bila pripravljena, no. To res rabiš biti notranje pripravljen. Sploh ne tako fizično kot notranje, no, to sem res potem začutila, no. In potem se je zgodilo in sem šla v bistvu kot študentka tako hoditi, no. Prehodila si ga kaj zdaj, koliko je zdaj od tega, 2 leti? Ja, 2 leti. Ja, 2 leti nazaj. Ja, tako. In v teh 2 letih je spoznala svojega moža, se poročila in sedaj pričakuje. Wow! Gremo nazaj na Kamino. To je zdaj promocija za Kamino. Ja, ne, to ne bo promocija za delo na sebi.
Za delo na to pa sebi. prosim. Absolutno za delo na sebi. Okay, se Ja, pravi, res je, ja. Kamino šla si dejansko sama, ziher ti je kdo rekel, pa te bojo ukradli, pa boš Ma nek vse. padla, pa boš ne vem kaj še vse. Pa se res so ukradli, mi čevlje so mi ukradli. A ne? Slaba za ampak a Kamino. veš, misliš si, kaj čevlje. Pa to je hujško, če ti denar ukradejo tam. A ne? To je v bistvu vse, kar imaš. A ne? Zdaj, če se ti eno jutro zbudiš sred nečesa, a ne? Ja. Kaj naj zdaj naredim? A Pa ne? predvsem uhojene čevlje so ti ukradli. Uhojene čevlje. Jaz sem ti znam potem v nogavicah hodila, ker nisem imela druge izbire, ker sem pač, kaj pa naj, a ne, naredim. Pač, hvala Bogu je že to bilo proti koncu, ampak vsem sem si mislila, okay, tudi to lahko se zgodi. Ne? Ampak kaj je bilo, po moje je bil en tak ožulen in je rekel tem svojim čevljam, zdaj vas imam pa dost, bejba je mogla biti, a Jaz ne? rabim, ja, kaj pa vem, jaz imam kar malo večjo nogo, no, tako da čisto možno, da je bil tudi moški. In potem je rekel, tale ima pa dobre čevlje, jih bom vzel. Ja, sigurno, no, res. Pa ziher je rekel, ti pa tako dišijo že po 1000 kilometrih. Ja. Je pa vzel. Ne vem, jaz, ko sem se zbudila, ker sem ponavadi kar zgodaj štartala, a ne, in zaradi vročine in v bistvu zaradi vsega, ker v takem miru lahko štartaš, če štartaš pred vsemi. Aha. In sem potem tam ob 5, po 6 zjutraj in sploh nisem našla in jaz mislila, Pa mogoče ti je pa pes vzel. v bistvu je vse eno. Sploh nisem bila jezna, to me je zelo tako presenetilo. Tako sem bila, pa veš kaj, enih je pač rabo, v redu je. Bo pa vesolje, meni kaj drugega poslalo. Kje si pa dobila? V trgovini čez 2 dni, ker je še vmes bila nedelja in ni okej. daleč odprt, tako da sem 2 dni Ampak vse skupaj tvoja Kamino pot je bila Ja. dolga koliko časa? Koliko časa? Kakšen mesec, no? Mesec. Mesec. Ja, tako. S tem, da sem šla potem čisto do konca celine, ne samo do Santiaga, tako da tisti še nekaj dni naneseno. Tako da mesec, ja, kolikor se spomnim, ja. Vmes si se javljala tudi preko Facebooka, Ja, si res pač je. pisala določene stvari, ful z veseljem in s hvaležnostjo smo vse to spremljali. Hvala lepa. Kaj se ti je dogajalo takrat, a si rekla, nič, grem recimo na Kamino zaradi tega, da bom našla moža in začela svojo družino, ker to dejansko se je bolj zgodilo. To se je zgodilo, ja. A si šla dejansko, a si dala kakšen namen ali karkoli? Ker Ne. sam tako, da ti povem, Ja. kot mlada mamica, Prosim. pozab na to, da boš kam šla sama za en mesec. Še nekaj časa. Še nekaj časa, ja, saj sem se že na to pripravila, pa tudi to mora biti čist Tako. sprejmem. Kaj si dala namen? Zakaj? Si dala Nobenega kakšen namena namen? si nisem dala. A veš, to Okej. je tako hecno, a ne? Mogoče je pa to ključ. Sigurno. Ampak mislim, želela si pa zelo- tipa pa družino pa te zadeve. Nisem o tem razmišljala, ker jaz sem bila v tistem obdobju, tako sem bila pomirjena z vsem. No? Sploh potem, ko sem nazaj s Kamina prišla. A ne? Prej še mogoče, pa seveda razmišljaš, pa tudi o takih letih si že, ko Koliko si bila stara, 2 let nazaj si bila? 23. Zdaj bom 25 ta mesec. Okej. V takih letih, pri 23. Okej, ja, okej. Mislim, vsaj jaz sem tako, a ne, ker sem, Ja. ne vem, sem že bila nasploh tako naravnana, a ne, mogoče gledala v življenju tudi za drugimi rečmi ali pa se ukvarjala z drugimi rečmi, nikoli nisem mogoče zakaj pa spadala si v gledala? čisto to generacijo mojo, no bom tako rekla. a Zakaj ne. pa si gledala v življenju? Za čim? Za čim? Ja, Za življenjem. Za življenjem sem gledala. okej. Tako, ne morem zdaj nekaj popredalčkati, ampak za vsem, kar je življenje, minljivost, kako biti živ, kako živeti sebe, delati svoje poslanstvo. Tako, no, to je še zdaj nekaj ključnega Odlično. pri meni. No. Evo, v nadaljevanju Sabrino poprašam potem, kako bo rodila, to morate slišati, oziroma vse, kakšen je plan in seveda tudi, kako je spoznala svojega moškega njenega življenja, se poročila med korono in še kaj, mi pa si pogledamo aktualne dogodke, ki so priložnost za delo na sebi, da potem ustvariš tako filmsko zgodbo, kot si jo je Sabrina. Končno odhajamo v dolino Bosanskih piramid. Tam nas že pričakuje dr. Osmanagić. Pridružite se nam. Če se želite naučiti meditacije, da boste ostali mirni v sebi, tudi takrat, ko se zunaj dogaja marsikaj, potem vabljeni na meditacijski vikend za začetnike. Odvil se bo v Strunjanu.
Hormoni in pomlajevanje. Če so to tematike, ki vas zanimajo, potem vabljene, da se pridružite na Vikend za dušo, tokrat prvič na Pokljuki. Sabrina je še vedno v moji družbi in zelo sem hvaležna, da si danes tukaj. Skratka, prišla si s kamina nazaj, pomirjena sama sabo, je, kakor je, in potem si ga spoznala. Ja, res je. Kako se je to zgodilo? Ker to je bilo res tako zelo hitro. Jaz sem zadnjič ugotovila, da si ti zdaj noseča. In sem bila, čakaj mal. Če je glih kar iz kamina prišla, pa nisem vedela, da sploh ima tipa. Zdaj pa že kar noseča. Ja, se to tako težko opisati. Ne vem, prišlo je, no. Jaz sem takrat res objavljala svoje popotniške zapise. Tako, in on je to bral? Nekaj dni. Ja, in Nace je to spremljal, tako da nekako je prišlo potem do najnega srečanja, potem, ko sem se jaz vrnila, ker njega je pač tudi ta tematika zanimala, pa to, ja. In potem je duša našla svoj dom, jaz rečem. In potem se je to vse nadaljevalo. A je bila tista varianta v smislu, spoznala si ga, začutila si ga in si vedela, to je moški mojega življenja, to je oče mojih otrok, to je to? Midva smo najprej postala prijatelja, no. Predvsem zelo dobra prijatelja. Ampak tako zelo hitro sem pa... Zanosila? Tudi zanosila, ampak ne, sem res čutila, ja, to je to. In se sploh nisem se sploh spraševala. Res prav, nisem se spraševala. Enostavno sem vedela, res tako sem rekla, meni se je tako, jaz sem bila tako mirna, nobenega vzhičenja. Poročila sta se zaradi... Ampak res en velik mir in sem rekla, to jaz čutim, da je moja duša doma in pač temu moram slediti. In temu občutku bom sledila, no. In potem sta se poročila med korono. Ja, res je. Ta zaroka je prišla potem, ko si bila noseča ali predtem, ko si bila noseča? Ne, to je bilo vse prej. Je bilo prej? Ja. Wow, to je pa res? Ja. Taka oranž ljubezenska zgodba. Ja. Kako te je zračil? Ja. Med korono. Okej. Kaj, pila sta pivo korona in potem je rekel, kva pa, če bi se videla poročila? Nismo pila piva, mislim, da smo res jedla neke slane arašide. Nič kaj filmskega ali pa pretirano romantičnega. Pa midva imamo take redne partnerske refleksije, no, vsaj tako sva jih imela, pa je takrat prišel en tak trenutek, tako da v bistvu kar v dnevni, medtem ko sva se pogovarjala, kako funkcionirava drug z drugim, pa kako se vidiva, pa kako je bilo recimo obdobje za nama, pa kje lahko še zrasteva skupaj, pa je potem pač kar prišlo, tako da brez... Se pravi, on ni načrtoval, da te bo zaročil? Ni načrtoval, tako da brez prstanov, brez dragih večerij, brez make-upa, brez ničesar, samo ljubezen. Wow, okej. In ti si rekla ja. Ja, seveda sem rekla ja. In pa si poklicala domov in si rekla, mami, oči, jaz se bom poročila. Nisem to takoj. Okej. Ampak ja, bilo pa res, pač tako kot midva nasploh delujeva skupaj, no. In vsak kot posameznik in potem kot celota, no, vse to gre z roko v roki. In potem sta načrtovala za nositev ali je bilo bum, bum, kabum? Ne, sva si želela. Sva si želela, ja, oba dva. Tako da ni bilo, se mi zdi, da je lepo, če greš v to stvar zavestno, no. Tako, ker tudi potem res se zgodi. Se pravi, je bilo zavestno spočetje? Ja. Krasno. In v bistvu, zdaj, ko pogledam nazaj, mi je to nekaj najlepšega. Ker tudi preden, mislim, ko sta naredila priklic duše, verjetno. Ja, tako, ko sva vedela, da si to želiva, oziroma jaz recimo kot ženska, sem se tudi že pred nosečnostjo pripravljala na nosečnost, in v sebi celostno, duhovno, če želiš, in čist se malo razstrupla in tako, no, res sem si želela pripraviti en lep dom, no, za dušico, ki bo prišla. Potem si spremljala naše vsebine o pripravi na nosečnost in vse te zadeve. Nekaj sem sigurno spremljala. Ne vem, če vse, ampak sigurno. No. To je direkt to, da si se pripravila. Poročila sta se med korono, nimata prstana, imata dva ptička. Tako, tukajle. Lepo, čudovito. Ja, res je. Torej, brez prstanov, samo to. Ja, čist preprosto, na travniku. Aha, pokažem takole. Tako da brez
brez nekih večjih rompompomov, resno. Tako kot delujeva, pač da je ljubezen v ospredju, da je neka intimnost v ospredju. Danes si me zelo razveselila, ker si Hvala. rekla, da se pripravljaš za porod na domu, Ja, res je. torej porod doma. Kdaj si se odločila za to? Že preden sem kogarkoli sploh spoznala. Ja. Res, to sem že ne vem koliko let nazaj. Mislim, tako v sebi, a ne, sem se odločila, da če mi bo pa v življenju, mislim, kaj dosti nisem jaz razmišljala o družini pa otrocih, no, to moram priznati, no. Tudi v nekih, a ne da bi neki zelo tak iskala, kakšne take zveze ali pa zelo sem bila usmerjena v to svoje poslanstvo, v te svoje projekte, se zelo izobraževala. To mi je bil en tak prvi takrat glavni cilj v življenju, recimo, ne, motiv. Potem pa sem vedno bolj začela, se pravi, se spogledovati s temi rečmi, no, pogledi, in takoj, ko sem mal zaplavala v to področje, sem rekla, če bom pa kdaj jaz mama, in tako, če bom v enem takem obdobju v življenju, bom pa jaz doma rodila, no. Tako da sploh ni bilo, z moje strani ni bilo vprašanja, ful sem vesela, ker tako je tudi mož tak odprta, ne, in smo res od začetka že vedela, da je to, no, sploh, ker smo se začela oba pripravljati na to, ker na to se je, mislim, saj čutim, da se drugače pripravljaš, a ne, tako res zelo celostno. Tako da, če bo šlo tako lepo naprej, a ne, saj nikoli ne veš, kaj se zgodi, tako da 100% res težko rečeš, a ne, ampak ja, plan pa je takšen, no, priprava je takšna. Tako. Ja, Klepet ob kavi ti vsekakor podarja neomejen dostop do Gaja akademije, kjer imaš vse te vsebine in za pripravo in potem kasneje, ko se šele začne vse skupaj, ker rodiš, ker to bo zabavno. Zabavno, ja. Zabavno. Kako pa vajini družini spremljata vse te odločitve? Ker jaz sama vem, ker sem prvič doma povedala, da bom rodila doma, so me gledali, kakor da sem nekje v srednjem veku ostala. Se mene nič kaj drugače. Mislim, ja, da bi zdaj, iskreno, da bi zdaj čutila, da je to bilo zdaj neko navdušenje ali pa Ni navdušenja, mogoče ne. vsaj zelo nek pozitiven pogled. Nisem tako začutila, no. Prej res, a to sploh možno? Mislim, ampak to, ljudje ne vejo, a ne. Jaz čutim, pa vidim, da ljudje pač ne vejo, a ne. Ne govori se mogoče o tem dost. Tudi, seveda, tako pri vseh rečeh so mnenja deljena, a ne. Lahko je imeti komentar, če ti ne poznaš enega področja ali pa se sploh nisi trudil, da bi se poglobil, a ne, da bi ga razumel. Zdaj pa vedno bolj čutim, da pač prihaja neka odprtost, no, pa tudi kakšna vprašanja, pa tako, no. Tako da v bistvu mešano je bilo, mešano na žaro, no. Mešano na žaro. Ja, mešano na Ampak žaro. glavno, da imaš ti vse tisto pot. Ja, to se je meni tako zdelo najbolj vredno, no. Tako da, se to imaš vse potem na preizkušnji, a ne. Tudi zaradi takih odzivov, recimo, potem, a ne. Sicer pa sama si dovolj dobro raziskovala, vidiš, kako, mislim, jaz sem res hvaležna za to, da si danes vse to povedala, ker sem te prvič spoznala, si bila hormonsko sesuta. Ja, Danes pa res je. govoriš o tem, da boš rodila doma. To pomeni, da moraš imeti hormone poštimane v nulo in jih imaš. Ja. Kako pomembna se ti zdi tebi osebo ta hormonska pot, da imaš to zrihtano kot ženska? Mislim, nimam besed, s katerimi bi povedala, koliko je to pomembno, a ne. Resno, jaz sem imela zelo težko, res, in zaradi izgorelosti in zaradi vsega, prav ženskega cikla nisem imela, pa mislim, da enih 6 let, kaj takšnega. Res sem bila, ampak to ti postane potem tako normalno, a ne, da niti ne pogledaš drugih stvari, a ne, dokler te res čisto ne sesuje. Izjemnega pomena in nasploh za neko delo na sebi, sprejemanje sebe, druge stvari v življenju, a ne samo za nositev, seveda tudi za nositev, a ne, ampak to je tako večplastno. Zdaj bi prav lahko tule bila tudi Vesna, da bi kaj povedala, ali pa še kakšna druga strokovnjakinja. Zelo se mi zdi to pomembno, ampak ne prek takoj vzetih, ne vem, nekih hormonskih terapij pa tega, a ne. Jaz sem temu potem tudi, sploh se nisem posluževala. In sem enostavno samo s tem, da sem se začela povezovati s sabo, s svojim centrom, z maternico delati,
pa se lahko to sliši res zelo abstraktno, a ne? Čeprav za vaše gledalce verjetno ne. Sem potem se dejansko čist sama zrihtala, bom tako rekla. No. Tako da še zdravniki potem, ker niso mogli verjeti, toliko so me čuden gledali, tako, kaj vi govorite, a ne? In takrat sem tu dobila en tak občutek, ja, koliko je možno, koliko je res možno. Sam pač v stik s sabo moraš stopiti, oziroma začeti raziskovati ne take poti. Tako da. Hvala, da si zaupala vse to. Drage gledalke in gledalci, veliko takih vsebin, kako si lahko tudi sami pomagate na www.klepetobkavi.si. Sicer pa kmalu tudi vikend za hormone in pomlajevanje na Pokluki tokrat in tam govorimo ravno o vseh takih stvareh.